pa ti počneš pa za denar? Pojem, svojo agencijo imam, preko Playboya delam zabave, še bi se dali naštevati, tako postesna delam, ampak preko Playboya. Zdaj, če se ne motam, ti praviš en drug komad misliš zdaj, Strastno že odzunji, dodaja. Ja, v bistvu imam pa še en komad imam za tekmovati, ne. In zdaj sem v Kongo Maniji se prijavila za... Ampak a veš, da ti ni na seznamu tekmojočih? Sem, v bistvu samo nekaj je bilo malo. Malo so zaprteni. Green card sem dubla, da sem lahko noter prišla. A nakladno so kakšne veze padle v igri? Ne, v bistvu prosto mesto so bila še vedno za tistega wildcard, ali kako se že temu reče, ko lahko noter prideš, ne. In slučajno sem bila jaz tam, ko sem to možnost dobila. Ni bilo nobenih takih vinkov, ne. Ja. Ok, sorry, jaz ne poznam tega tvojega komada, me pa zanima vsem, kakšno zvrst delaš. Funky pop rock, tako nekako, da je zelo zabaven, no, tak razigran so moji komadi. Kdo ti pa dela komade? Ta komad mi je napisal Tokac, torej Zdandi Pevca, Žare Pak je aranžma delal. Tako si na pro zastavila, ne bo to ena ekstresna svet, ne? Rajdaš več, pa dobiš nekaj za to, ne. Ok, drugače si že pela prej kdaj, ali se je to zdaj ideja podobila? Ne, jaz pojem že res celo otroštvo, čeprav nikoli nisem imela te možnosti, da bi se lahko izobraževala v tej smeri, ne. Zdaj pa, ko imam to šanso, jo bom izkoristila. Imaš pa kakšnega učitelja pevca najbrž, ali pa kaj? Ja, zdaj na novo so preko Menarca so eno Natašo spoznali mi, tako da pri njej se zdaj učim. Ok. Kaj nas še zanima, vesti, kaj si? Ja, veš kaj, meni ena stvar zanima. Tako, ko sem malo brala te komentarje po teh video objavah na Playboy internet strani, je bilo kar ene, pa ne mi zameriti noče, pač ampak se veš, vsega nekaj zanima. A te kje prizadeli, ko so ljudje govorili, da je pač se dol daja z enim bogatašem in da je to ful pomagali in tako naprej? Ne, sploh ne, ker jaz vem, kakšna je resnica, vem, da sem se dosti trudila za ta položaj. Pač Slovenci so taki, da radi zavistno proti vsakmu, ki je bolj uspešen, ne. Vse oni so še na svojega očeta, po mojem, ljubosumni, ne, če si ne vem karkoli kup. Pa pač ne, tisti, ki nekaj dobijo ali pa tisti, ki iz nule začnejo, je čista razlika, ne. Jaz sem začela iz nule. A res? Ja, tako da jaz malo drugače cenim stvari. Zanimivo. Kaj pa narediš v bistvu, korak ena je, če štartaš iz nule? Želja. Cilj, potem pa, kolikor se angažiraš za take zadeve. A pa je bil recimo izbor, na katerega si se prijavila, oziroma Playboy, neka odskočna deska zate, načrtovana, da pač začneš z neko pevsko kariero? Ja, mislim, dosti se ti odpira. Tako strateško, mislim. Ja, tako, no. Ampak odvisen, kako zdaj ti to zagrabiš, ne. Pač, če boš čakal, da stvari nate padajo, potem tukaj ni nobenih prednosti, ne. Če pa ti nekaj delaš za to, potem pa so prednosti, ne, ker delaš, ne pa sediš pa čakaš. Zdaj povej mi še to, pač, kdaj si se prvič slekla za javnost? Torej, 2007 juni, to je že, eno leto nazaj. Zdaj povej mi, kako si prišla ven pred ljudi, kaj te je takrat preveval? Pa niti nisem čakala na te odzive, jaz sem pač bila zadovoljna s tem, jaz sem samo mi čakala videti slike, ne. Me je to tako žrl, da bi videla, ne. In potem sem pač, ja, misliš si, da bojo ful negativni, ne, odzivi, ampak niso bili zanimivo. Moja babica je bila prva, ki je kupila Playboy. In sem se pripravljala na to, da ji sporočim, da sem se slekla, ja, ona rekla, da se že vem, se ne rabiš. In je bila ful vesela zame, no, tako, kar je mene ful šokira. Prav nisi bila nekako katoliško, ni bilo katoliško vzgoje? Ojoj, ne, jaz pa ne verjamem v take stvari, ker imam pač svoje poglede na te zadeve. Se mi zdi, če pač, ko si otrok, nimaš izbire, ne, si pač krščena ali pa obrezana ali pa ne vem karkoli. Ne, jaz sem bila polita po glavi. Tako da, ja, pač še sem se v 4. razredu odpovedala te veri, ker sem začutila, da to ni to. Kaj so pa doma rekli? Ja, itak, ne, sem bila vse drugo kot lepa, lužna, srčkana punčka. Ampak okej, nimaš kaj. Kakšna si pa bila, ko si bila majhna? A si ful nagajala? Ja, jaz sem bila kar hudiček, no. Vedno sem hotela imeti en svoj prav, pač vedno nasproti ljudem, no. Kaj je tle
tele, kolikšna mera ekshibicionizma ali pa kaj ti dogaja, mislim, ker vsej gola se lahko gledaš doma, lahko se sama slikaš, lahko se za prijatelje. Zakaj, da pa nič bi imel? Ja, ne vem, te prijatelj, fotograf, to slika, pa jih imaš sam ti, ampak zakaj pa, kje se rodi? Ne vem, pač to je bila taka želja že dolg časa, ker Playboy pač ima neko ime in ti ga tudi s tem ne blati, ko se slečeš, ampak ti naredi estetske fotografije, ki trajajo za večno. In jaz sem tudi pač želela pokazati vsem ostalim, da to ni nič groznega, da to ni pornografija, ampak da je to pač estetika telesa. In pač jaz sem ponosna na svoje telo, res da malo delam na njem, ampak se bom potrudila drugič, da bova bolj. Ampak zdaj, da bi se doma slikala sama, bi to pol kakšen rekel, evo lejo, ne, tako se je šla slikati. Če pa greš v neko firmo, ne, potem to malo drugače. Koliko je imel pa denar vloge? Žal je skrivnost, saj veste vi to. Sem skrivnost. Zato, ker, ne vem. Ok, a je za en avto? Ali je za stanovanje? Da bom kritikno. Zdaj spet odvisen, pa me spet spraševali, kakšen avto, pa kakšen. To je res, ja. Tako. Da se mi marsikaj. Ja, res vprašali, da bi izvedeli, da bi približali. Jaz res nimam občutka. A je to... Bravo. Ne, veš tako, 2000 evrov? Več se slika to švedna. Ja, ne bom prav, če se bom šla, se bom šla prav za to zdaj. Ja. A kaj imaš kakšne informacije? So te ponudili več denarja, kakor ne vem, mogoče? Ne, mene niti ne zanima. med sabo pol zajčice, pol dekleta? Vsaka ima svojo skrivnost in tudi mene ne zanima, kaj je ona dobila. Jaz vem, kaj sem jaz dobila in da sem jaz čisto srečna s tem, kar imam. Tako da me res ne zanimajo tuje lastnine. Eno stvar sam še potem pa spustimo, ker po mojem te tele petke tudi malo ubijajo, kljub temu, da se smeklaš tako, kad da ti je super. Ne, so kar udobni, čeprav že cel dan stojimo v njih. Imam pa ene Playboyeve čeveljčke doma, ki sem jih v Ameriki kupila. Tiste so pa ubitačne, tiste so še malo bolj više in imajo tako pozicijo, da te res prav peče. Te so pa res vsaka čas, dobre so. Zdaj sem pa toliko časa govorila, Aja, poza. Kaj si rekla? Ne, da sem pozabila, kaj sem te hotela vprašati, pa si toliko časa govorila. To je samo eno vprašanje. Skozi se pa lučkala, da je tole rad? Ne, jaz sem imela včeraj vročino. Ja, tako. Ja, jaz sem mislila, da bom čisto bolela danes in sem res ne more se meni to dogajati. Zjutraj sem se pa še s Ferko sem zbudila in sem rekla, ok. Ste malo padla, ne? Ja, to je pa tako. Dobar. Veš kaj? Ja. Ko gledate fotke drugih punc, to je itak zihar je ful ene debate, ja pa tam pa je trtica malo čuden ven gleda. Tako, pač jaz tako vedno pohvalam vsako, ker... Zmeram pohvalaš? Ja, vedno. Si v družbi nekoga, ker si pa sama misliš? Ne, nikoli ne kritiziram, zato ker nočem biti v istem položaju, ko nekdo mene kritizira, tako od takih punc, ko se razumemo in ko si pač dosti pomagamo. Tako da pač jaz vsako pohvalim, vem, kaj je dala v to, vem, da to ni kar tako, je kar dosti truda v poziranju in vsaka ima svoj način, vsaka se hoče drugače predstaviti, tako da mi je vsaka estetska slika všeč. Lahko jaz sam še nekaj, pa res kdo določi to neko temo oziroma okolje, v katerem se ti gola fotografira, ker ene so, ne vem, stevardese sem že videla, pa na motorju v delavnici, pa... Z Jožko v reprodukciji. Ja, veš, so različne te situacije, kdo se to spomni? Ja, mi se kar skupaj dogovarjamo, za vsako stvar, kaj je tebi všeč, kako bi se rada predstavila, kakšne fantazije imaš, pač poveš svoje stvari, potem pa še oni dodelajo, kaj je mogoče, kaj lahko dobijo, tako, pač skupaj se vse dogovarjamo. Se pravi, če ti ful rada kuhaš, recimo, te bojo slikali nago v kuhinji z multipraktikom, jajci. Ja, sekam tam meso. Ja, ali pa recimo, delaš zrezke, ali pa testen krompir, ali pa sarne. Nekaj takega, ja. Krvavice, Ja, super, no jaz... Ja, zdaj pa res dava Mirko. Čestitke še enkrat. Ja, ful hvala. No, za honorar pa res, ne? Pa se vidimo na Kongo Maniji. No, važi, 28.6. Pridemo navijati. Ok. Čau. Ne, moraš en polubček za naše gledalce. Ja, to pa res. To pa